Lepo pozdravljeni na prenosu veščin. To je v bistvu tak sklop, ki ga sestavlja pač dopoldanska delavnica. V bistvu ta delavnica je tako 1 na 1, osebni kontakt z kreativcem, ki ga povabimo sem na predavanje. Zdaj imamo pač predavanje oziroma pogovor, kasneje pa še ta razstavno-glasbeni dogodek. Tak sklop smo si zastavili zato, da predstavljamo izkušnje karierne poti uveljavljenih kreativcev, pa tudi poslovnežev, ki delujejo v kulturnem kreativnem sektorju, kajti zaznali smo, da slovenski kulturni trg ni v celoti vzpostavljen in zato se tudi kreativne industrije v Sloveniji ne morejo polno razvijati. S tem prenosom veščin spodbujamo prenos teh znanj in tudi pogled v dogajanje v posameznih kulturnih segmentih. In danes se bova z Urošem pogovarjala iz tele knjige, to je njegova osebna enciklopedija. Tako predavanje nima slajda, pa nima PowerPointa, ampak to je to, ne? To je ta book, po katerem bova listala. Ne? Ja. Začela bova pa na začetku. Okay, ja. Sicer se bom malo zgubljala, ker ni kronološko, ampak je po abecedi, tako da... Ampak ti veš kaj? Ne, v bistvu, ker sem se imel cajta pripraviti, ampak bova se že znašla. Ne? Okay. Skratka, jaz se spomnim tvoje prve razstave, to je bila ta Zmaga na natečaju Smirnov leta 1900, mislim ne razstave, tvoje prve kreacije, tako javno predstavljene, ki se jo spomnim, leta 1995, ko si zmagal v bistvu s kreacijo tako krinolino, na kateri so bile obešene čajne vrečke, to si bil še dijak. Jaz si takrat že vedel, pač, da jo bo moda postala bistvo tvojega življenja. Ja, sem vedel, da je pač to neka strast, ki me žene. Ne? To sem pa verjetno spoznal tam že v osnovni šoli, ker sem bil na modni reviji od NTF-ja, da se veliko tudi tle in se je nekako mi vse poklopil ta neka... Prej sem plesal, je bila to nek moj hobi, neka strast, pol sem pa se mi je v bistvu ta nek... poklopu neka želja po likovnem ustvarjanju in gibanju in telesnosti in ker sem videl to kombinacijo stvari, me je toliko prevzel, da od takrat naprej se s tem ukvarjam. Ne. Potem si šel pa študirati na Dunaj? Ja, jaz sem zaključil tle srednjo oblikovno šolo, potem sem si pa želel takoj imeti neko izkušnjo, ki ni lokalna, ampak da bi šel malo v svet in želel sem si iti v London, na St. Martins, ampak takrat pač ni bilo možnosti, niti finančnih, niti drugačnih, tako da je bila takrat zame najbolj ugodna opcija Hochschule für angewandte Kunst na Dunaju, kjer je bil takrat, ko sem jaz šel spremce delati profesor gostujoči Helmut Lang. Ampak že v času študija si tudi oblikoval za modno znamko Vodeb. Urejal si takrat zelo pomembno revijo Ars Vivendi, ki jo danes mogoče noben več ne pozna, ampak... Slučajna. Ja, se ti kar govori. Kaj je bilo od tega najbolj pomembno zate? Pač to, da delaš lahko za modno znamko, ali pač da imaš to neko izkušnjo v delavnici, ali to, da pač urejuješ modno revijo, ker imaš pač en drugačen pogled. Mislim, jaz, ko sem bil mulc, pač so me privlačile kakršnakoli neko kreativno delo znotraj tega polja, tako da sem bil vesel kakršnekoli ponudbe in dela in sem bil zelo vesel, ko so me na Ars Vivendi povabili, da sem pač kot njihov sodelavec malo pomagal pri urejevanju mode in pisanju člankov in ilustriranju. Potem pa seveda sem si pa najbolj želel delati obleke, ne, tako da, ko je prišla ponudba da bi delal za Vodeb, sem bil seveda navdušen. Ne. In že takrat si postal, tako je bilo zelo prepoznavno to, kar si delal za Vodeb. Ene stvari so pač še vedno totalno sveže. Ja, jaz sem bil navdušen, ker me je vedno privlačilo delo v ateljeju in so mi dali tam možnost, da sem v bistvu bil s produktom in v razvojni fazi produkta v bistvu non-stop in sem na tak način tudi skozi vsa ta leta se navadil delati. To se pravi, ne da delam skice pa jih pošiljam po mailu v Italijo, ampak da se nekako v ateljeju skozi raven in adaptiram neko idejo. In prve izkušnje take, ki sem jih dobil, so bile tam in so me zelo zaznamovale. Ne.
in Marta in Matjaž sta imela veliko izkušenj z krojenimi stvarmi, tako da sem se naučil veliko okrog krojaštva in konstrukcije suknjičev in moške mode, ne. In so to vrstna bila tudi tiste oblačila takrat, so bila malo bolj stroga in v sozvočju tistega časa, ne. Zelo pomemben segment, ne, je bila pa tudi kostumografija. Mislim, velikokrat govoriš o filmih, a ne, kot o inspiraciji. Kako to? A je inspiracija zdaj film ali je... Nek tle sam. To bo preveč trajalo, zdaj, da iztiščem tle. Po moje boš ti sam listala malo, pa če se bo kdaj poklopil, se bo poklopil, ne. Ja, po moje, ne. Ja, po moje, ali kaj. Ja, pač film je tudi bila vedno neka strast, zato ker je tako celostna izkušnja, tako vizualna kot vsebinska in je bilo skozi leta veliko ali pa lej, kako mogoče, tle imaš meni, ne, oziroma legendo, ne, movies je, ne, rečemo, in tlele, movies, pole pa, music je, malo sem že pozabil, ker je že nekaj časa, odkar sem to delal. Ok, anyway. Ja, no, pač ta cinematična izkušnja me je mogoče zaznamovala tudi že iz otroštva, ker sem veliko hodil v kinoteko in so te podobe ostale zavedno z mano. In v nekem trenutku je prišlo potem povabilo, da bi sodeloval na delu najprej pri reklamah, pa zelo hitro na filmu in pač se je tudi to zelo povezalo, ne. Ja, to so pa malo, to je pa zelo kasneje, to je pa v bistvu že, ko sem bil v Parizu, tako da ne vem, mogoče bi o tem pol pogovorila, ali kaj, ne. Tako, ja, prav. Ok, ampak vseeno tudi ta kostumografija za film, ok, pa stilist, pa bil si pa tudi stilist pri številnih projektih, ampak v eni točki si se pa upal pač narediti ta preskok in narediti svojo lastno blagovno znamko. A se ti zdi, mislim, tako, če pogledaš zdaj iz te perspektive, a je bila to pravilna odločitev, pa zakaj si se v bistvu sploh odločil to narediti v Sloveniji, a ne, koliko je bila Slovenija pri tem ovira, glede na to, da je pri nas takrat v bistvu že čist propadla tekstilna industrija in trg sploh ni bil vzpostavljen. Ja, v tistem obdobju še ni čist propadla, ne, je pač tako malo životarila, ampak je še bilo, večina teh podjetij je takrat še obstajala in je bil nek specifičen čas, ki nam je dal veliko neke, vsem, ki smo na projektu delali, motivacije, da bi se mogoče, to je v bistvu začetek oktobra, ne, prva kolekcija. V bistvu se je Slovenija je takrat vstopila v EU in se je sploh pokazala možnost, da bi neke lokalne produkte tržili globalno, zato ker prej niti to ni bilo možno, ker so bili enostavno predragi, preveč je bilo nekih birokratskih ovir. Po drugi strani pa smo videli to neko umirjajočo industrijo v Sloveniji in se je tako sama po sebi kazala neka ideja, kako povezati zdaj te nove priložnosti in najti nove vsebine za naša ta podjetja. In iz te ideje je v bistvu nastal oktober in pač je nekaj časa živel, ne, in je funkcioniral na tak način, ne. Ampak če se jaz prav spomnim, v bistvu ste imeli tudi svojo lastno pač manufakturo in tam si uporabil tudi ene šivilje, ne vem, iz Mure pa tako, ali kako? Niso bile iz Mure, ampak pač za razvoj blagovne znamke je pač ta razvojni oddelek bistvenega pomena, ne, in ta manufaktura je bil v bistvu razvojni oddelek, ki je na začetku delal tudi majhne serije, ne, potem pa je v bistvu pripravljal vzorce za kasnejšo produkcijo in pač vse potrebne stvari za to, da grejo potem kosi v proizvodnjo, ne. Ker vaša rast je bila skoraj pač tako nora, ne, vi ste v bistvu
v 2 letih prišli pač iz neke... Ni šlo tako hitro, no. Mi smo začeli 2003, se mi zdi, in potem do 2005 smo v bistvu funkcionirali bolj samo na lokalnem trgu, pa da smo sploh razvili nek sistem delovanja in da smo razvili neke izdelke, ki rečemo bi bili zanimivi za tržiti jih globalno. Potem je pa v bistvu prva priložnost, da smo se predstavili na nekem globalnem trgu, se pojavila, mislim, da tam 2005, ko smo začeli prodajati prvim trgovinam na Japonsko, malo se ne spomnim, mislim, vem, da so bile na začetku Japonska, pa mogoče Francija, potem se je pa počasi začel širiti. Tam sem prebrala, da v nekaj letih ste bili, ne vem, na 15 trgih. Ja, bilo je kar veliko trgovin, vsaj po moje je bilo 50 trgovin, kar je iz vidika današnjih mladih oblikovalcev, ne, tako že kar se mi zdi velika možnost za razvoj in za delo, ne, če imaš toliko trgovin. Ampak to tudi pomeni, da moraš se zelo profesionalizirati, zelo izostriti svojo identiteto. Vem, da Oktober, če tako pač iz tega modnega stališča rečemo, da ste bili zelo znani po uniformah na nek način, po teh suknjičih, zelo strogih, pa po teh draperijah, tako kot neki mehki liniji, ne? Ja, v bistvu te uniforme so, rečemo, še ostale z mano iz tega časa vodeba, ker sem razvil ta skill, ne. Po drugi strani sem si pa želel razviti nekaj malo bolj, rečemo temu, senzualnega in nekaj malo bolj ženstvenega, ker se mi je zdel to nek zanimiv princip združiti ta dva kontrasta v eno zgodbo. In ja, smo pač v bistvu na teh 2 poljih naše produkte razvijali. In ta razvoj je bil na začetku prvih par sezon zelo postopen in je to nekako smo folgali tako počasi rast, ne, in proizvajati te kolekcije, mislim te produkte in jih pravočasno dobavljati trgovinam, ne. Ker to je velik problem, ne, da si pač ti s kolekcijo pravočasen, ti v bistvu delaš tako za eno sezono, mislim, koliko prej moraš začeti s produkcijo, kaj če fališ? Kako veš, da boš, mislim, glih v tem trendu je veliko problemov, ne? Kako glih ta pravi zeitgeist sploh uloviš? A misliš, da ti je takrat nekako tako bila tudi na kožo malo pisana, takrat si je še tako malo vzhod odpiral, pa tako, ne, Slovenija pa stala ravno, ne vem, del Evropske unije. Misliš, da je v tem momentu, da se je vzhod, da je bil kot nek element, ki se odpira zahodu, da je tudi to bilo nekako malo odpriti? Mogoče, ne, pač sigurno takrat je veliko produktov se pojavljati začelo na zahodu, glih zaradi tega, ker je pač več držav vstopilo, ne, in je bil seveda nek interes, ampak jaz mislim, da je tudi danes interes za produkte iz različnih koncev sveta, da to ni bistvene razlike v tem. Ampak kar bi tle izpostavil je verjetno to, kar oblikovalci v Sloveniji nimajo danes možnosti razviti in pač sploh imeti te izkušnje, kaj to pomeni serijska proizvodnja oblačil, ker jih večina pač deluje kot unikati, ne, in je tle čist neka druga logika, ki te zelo omeji in pri oblikovanju in pri trženju in to se pravi, ti moraš biti zelo discipliniran, na kakšen način jih oblikuješ, da boš potem lahko v roku 3 mesecev to serijo, ki je bila naročena, tudi izvedel in dobavil take, kot si jih tudi predstavil kot vzorce. In tle je bil ta ključen element, česar smo se mogli priučiti in razviti, ne. Ja, ker če pomislimo, pač v času Jugoslavije je imela Slovenija precej prepoznavne blagovne znamke, ne vem, Muro, Almiro, ne vem. Ja, Labot. Ja. Pa tudi moda je bila nekako del tega gospodarstva in del gospodarskega pač napredka.
Tudi modne revije so bile na Gospodarskem razstavišču. Imeli smo modne revije, zdaj pač tega ni več. A ne? A misliš, da je to sploh še možno vzpostaviti nazaj, da postane pač modna industrija, da se vzpostavi nazaj modna industrija v Sloveniji? Ne, pač jaz mislim, da so te časi minili, takrat je bil valjda nek zaprt trg, to je bil Jugoslavija, je bil ogromen trg in je bil razvit nek sistem, ki mogoče temu ne moreš glih reči modna industrija, ki je bila zelo tekstilna, pa je bila zelo tako nekako konfekcijsko usmerjena, ne? Ampak bilo je seveda par zanimivih avtorjev, ki so delali zelo zanimive stvari. In valjda ta industrija čez noč ostala brez trga in v teh 20-25 letih ni uspel najti pravih vsebin, ki bi jih lahko tržili globalno. Ne? Tako da danes mislim, da ni nič več ostalo od tega, kakor jaz malo poznam situacijo tukaj. Vzpostavljajo se neke nove nove zgodbe. Ja. Nove zgodbe, ja, ampak vprašanje, kakšno ambicijo ali pa kakšno možnost imajo prodirati pač na zahodne trge. Zato se mi zdi prav ta zgodba z oktobrom tako še kar fenomenalna, da začneš iz nule, pa v nekaj letih v bistvu prideš nekako na globalna tržišča. Ne. Kako sploh to narediš, ne prideš na nek trg, ne, z neko novo blagovno znamko? Mislim, to se mi tako zdi še kar problem, ne vem. Ja, no sej situacija danes je še toliko bolj zakomplicirana, kakor pred 15 leti, ko smo mi to zgodbo furali. Pač trg je še toliko bolj nasičen, toliko več blagovnih znamk je toliko, tako da se mi zdi, da se je treba danes drugače obnašati, kot smo se mi pred 15 leti. Ampak takrat smo mi poskušali po neki čist taki klasični poti, to se pravi najti si agenta oziroma showroom v eni od metropol, kjer bi naše izdelke tržili modnim trgovinam in veleblagovnicam. In mi smo dokaj hitro potem našli showroom v Milanu, s katerim smo začeli solidno delati, in pol kasneje še showroom v Parizu, s katerim smo pač te večje uspehe ali pač največje te, mislim, najbolj uspešne sezone naredili. Poleg tega smo se pa pojavljali še na sejmih, ki smo jih kombinirali z showroomi, ne. In to so bile naše v bistvu edine prodajni kanali. Je pa to kar velik zalogaj, ne, tako pač investiraš v proizvodno neke kolekcije in potem... Ne samo proizvodno, tudi pač, da se pojaviš na vseh teh, ne, je to neka investicija in valjda je vse to smo pa financirali iz v bistvu nekega drugega dela, pač smo se ukvarjali z stylingi za reklame, ne, ker je takrat bila verjetno ena druga situacija, kakor je danes, in smo v bistvu ta razvoj na začetku investirali iz tega, dokler se ni počasi začelo to samo financirati. Koliko časa je pa trajalo, da se je začelo samo financirati? Ja, mi smo mislim, da je bilo to kolekcija 2007 poletna tale, potem dosegali ful velik uspeh. Jaz zdaj sem številkami ful slab in se ne bom spomnil, koliko smo mi tega prodali, ampak tako za nek feeling, to je bilo 3-krat ali pa 4-krat več od tega, kar smo, to za nas ogromno, ne. Dobili smo take zelo prestižne kliente v Parizu, v New Yorku in v bistvu je bil to za nas blazen uspeh, po drugi strani je bilo pa to tudi na nek način začetek konca, zaradi tega, ker je bilo v tistem trenutku, se mi zdi, zato nas, zdaj, ko gledam iz perspektive, preveč zahtevno in preveč ambiciozno. To se pravi, kako v tistih 3 mesecih, ko dobiš ti naročilo, ne, za ne vem, koliko komadov točno je to bilo, in potem v 3 mesecih izvesti vso produkcijo, naročiti materiale, jih sfinancirati, najti način, kako to sploh sfinancirati, kljub temu, da ti trgovine 30% naprej, ne, še vseeno je bilo treba v bistvu tudi najti nove podizvajalce, s katerimi, ker oni niso več folgali v bistvu vse to zašiti, in predvsem, ja, kako izvesti serijsko te zahtevne produkte, ne. Pa tudi ostanejo pač
kvalitetni, ne? Da ostane kvaliteta, ti Seveda. pač moraš držati in kvaliteto, hkrati furati masovno proizvodno, skrbeti za marketing, tako se mi zdi res zahtevno. Ne? Ja. Pa tempo je pač neusmiljen, zaradi tega, ker se moraš obenem ukvarjati z proizvodno teh naročil, istočasno moraš pa razvijati že novo, ker čez pol leta moraš spet novo kolekcijo predstaviti. Ne. In potem si dobil ponudbo iz Pariza. Ja, to je prišlo potem, ko smo mi že naslednjo kolekcijo naredili, s katero nismo imeli tako dobrih rezultatov. Razlogov je bilo več, ne, na vseh nivojih. Eden od teh je bil verjetno tudi kvaliteta izdelkov, eden od teh je bilo, da mogoče smo bili s to drugo kolekcijo potem preambiciozni in smo predrage materiale uporabili in pač en sklop enih stvari se je zgodil, da pač nismo bili toliko uspešni zunaj. A ste v bistvu naredili izgubo s to? Zgubo, jaz bom zdaj iz te perspektive težko rekel, kje je izguba nastala, ko si enkrat v tem kolesu je pol težko reči, okay, ne. Ampak pač ono obdobje je bilo za vse zelo zahtevno, ne, ker je bilo treba še vseeno vzdrževati kolekcije in delati produkcijo in ja, takrat so se problemi začeli pojavljati. In ti si posebej tu, pač opazili so te v Parizu. Ja, pač takrat sem pa potem je lastnik blagovne znamke iz Pariza Plan Sud naše obleke videl v butiku Dantone v Milanu in je poznal eno Slovenko, ki je mene poznala in je v bistvu se to čisto tako zgodilo, čisto slučajno, ne. In je prišla ta ponudba za oblikovanje za to blagovno znamko. Jaz pa sem že od nekdaj si želel imeti izkušnje iz metropole. Ja, pač rečemo, tle so vse te kolekcije, ki sem jih jaz za njih delal, ne, tega 10 let sem bil tam, ne. Veliko stvari smo naredili in v glavnem seveda pač ne glede na to, v kakšni situaciji sem takrat bil, bi jaz pač to ponudbo sprejel zaradi tega, ker se mi zdi, da kot človek, ki imam rad izzive, sem seveda pač to z veseljem sprejel in z željo, da bi pač nekako probali furati vzporedno in projekt v Sloveniji in pač s to mojo novo službo v Parizu smo se nekako lotili novih izzivov, ne. Samo to se ni čisto pač tako izteklo, ne? Ja, jaz moram tudi reči, da na začetku ta ponudba prišla tako kot one time shot, ne. Se pravi, dobil sem ponudbo za eno sezono in nisem vedel, kaj se bo zgodilo iz tega in je bil tako zame čisto nekaj neznanega in tudi na začetku je bil ta naš relationship zelo bumpy, ker rezultatov ni bilo takoj, ne, ampak potem po 2, 3, 4 sezonah so se pa začeli dobri rezultati kazati in tam smo v bistvu potem to sodelovanje raztegnili na 10 let, ne. Noro, ne? Noro, ja. Takole. Ja. Ampak zdaj si rekel, da so se pa te razmere na svetovnih trgih precej spremenile, da verjetno, če bi prišel zdaj iz vzhoda, ali bi obstaja sploh še možnost, da nek pač tako newcomer, oblikovalec sploh dobi še tako službo v neki znani pariški modni hiši? Ali je, ne vem, moraš priti iz določenega faksa, moraš imeti določen background, ne vem. Ja, se mi zdi, da se je veliko spremenilo, pač ta naša industrija je ratala zelo korporativna, te visokocenovne blagovne znamke so lastniki po moje enih 5-6 korporacij, večine teh blagovnih znamk, tako da oni diktirajo tempo in cel način dela, tako da so tudi povezani z šolami, ne, iz katerih pač prihaja večina zaposlenih na teh brandih, tako da če si danes mladi želijo imeti te izkušnje korporativne, ne, morajo sigurno iti po tej poti, to se pravi, iti na pravo šolo. Katero? Ja, oni to vejo, par jih je, ne, pač ali v Antwerpen, ali v London, ali v Pariz,
pač teh par šol, kaj je. In od tam potem naprej graditi kariero, ne, in potem začeti z pripravništvom in počasi hoditi po teh stopničkah gor, ne. Mislim pa, da prvih par let, ko bojo delali, ne bojo kaj dosti zaslužili, ne, in upali, da se čez 5 let, rečemo, pojavijo prvi rezultati in potem od tam naprej, ne. To je ena pot, ne. Kakšna je sploh še možnost, da greš tako na svoje, kar tako z nule? A obstajajo neke pač tako blagovne znamke, ne vem, tako, ki bi ti rekel, da so toliko da jim je ratalo, no, tako zdaj v zadnjem času, tako neznane, izven teh 5 korporacij? Jaz vse te znamke, ki jih poznam, ki so, rečemo, imajo neko medijsko prepoznavnost, pa to tudi, če so zaenkrat še samostojne, so v bistvu zelo vezane ali na šolo ali na ljudi iz medijev, ki jih suportirajo, to se pravi, je to neko sodelovanje, ki si ga ti mladi oblikovalci vzpostavijo zelo zgodaj in morajo neka pravila igre spoštovati, da potem se mogoče zgodi nek preboj skozi lastno blagovno znamko, ampak realnost je pa ta, da potem največ, kar se ti zgodi, da dobiš povabilo za delo v eno od teh hiš in potem jih večina v bistvu neha delati na svoji blagovni znamki in delajo samo še za hišo. Mislim pa valjda, da novi pogoji in nova situacija na trgu pač ima vedno neke luknje in neke načine in se moramo vsi, ki pač delujemo, temu prilagajati, ne. In tudi danes seveda vidim neke priložnosti, samo so drugačne, kakor pred 15-20 leti, ne. Pogovarjali smo se enkrat tudi o njih Vetements. A lahko malo poveš o teh blagovnih teh znamkah, ki misliš, da so tako nekako ratale izven teh korporacij? Ja, no, pač Vetements je sigurno zanimiva zgodba izpred, zdaj to že enih 5-6 let, 5 let, katere del je tudi ena Slovenka, Maja, in je zanimiva zgodba zaradi tega, ker to so ljudje iz industrije, Demna, ta glaven oblikovalec, ne, je v bistvu delal za veliko teh korporacij, ne, in se mu je zdel ta korporativni način dela nezanimiv in zaradi tega so v bistvu štartali to neko novo zgodbo in je bil v bistvu to nek edinstven preboj. Jaz ne poznam drugih, da so oni s to svojo energijo prebili to medijsko blokado, ki jo mladi oblikovalci definitivno imajo in so potem točno, mislim, je on skozi to svoje delo za Vetements dobil potem službo na Balenciagi. Ampak so to vsi ljudje, ki so že bili na nek način v sistemu, ne, noter, samo so pač izkoristili to kot neke vrste promocijo za lastno delo, ne, in za lastne neke nove ideje. Ampak mediji so zdaj postali tako, bi rekla, na nek način bolj dostopni, a ne, vsak drug je bloger, vloger, Facebook, Instagram, na nek način če začneš verjetno dosti zgodaj buildati to svojo promocijo, lahko tudi s tem kaj narediš. No, sigurno so to pač čisto neke nove situacije, ki jih je za izkoristiti. Mislim, da pač tudi Instagram in to imajo nek svoj omejen zmožnosti in vedno je bolj zasičen, ampak jaz pač s tem novim projektom, ki sva ga z Valerijo štartala, imam kar zaenkrat pozitivne izkušnje, zato ker mi smo ta nov projekt zastavili, ga probali tržiti čez različne kanale, čez te klasične showroom pa tako, pa tudi čez neke alternativne in čez te klasične načine je seveda nek feedback, ki je zelo doziran, ne, zato ker so danes buyerji toliko zasičeni in toliko je vsega, da pač težko dobiš iz nule nek tak preboj. Po drugi strani pa smo
smo dobili veliko enih ponudb in kontaktov skozi te nove platforme. Samo pač se mi zdi, da če se pojavljaš tle, se moraš pojaviti z nekimi nišnimi novimi izdelki, težko se mi zdi se je promovirati skozi to platformo kot nek lifestyle, kot neka celostni fashion brand. Ne. To pomeni, pač pogovarjamo se zdaj že o Just a Corpse, ker izdelke boste videli malo kasneje. Tako, ta kolekcija v bistvu, mislim, ta brand je nastal, si rekel, slučajno, ne? Pač, kako je prišlo sploh do tega? Ja, veliko sem, ko sem se začel malo več spet ukvarjati z kostumografijami za balet in od nekdaj me je ples fasciniral in plesalci in njihovi lifestyli in njihova predanost in skozi delo z njimi sem najprej spoznal, da v bistvu za razliko od modnega trga, ne, kjer je taka prezasičenost z izdelki in taka overprodukcija, ne, imajo oni zelo malo produktov na izbiro, zelo malo brandov se ukvarja s tem, se mi zdelo to zanimivo. Druga stvar, ki me je pa zelo inspirirala, je pa pač ta njihov način, njihov lifestyle in način oblačenja, kako oni kombinirajo oblačila delovna, ne, te svoje drese in potem kako se v bistvu sam delno preoblečejo in je to v bistvu že nek casual look in potem imajo, ne vem, audicijo in je spet nastane nekaj novega in to plastenje in to se mi zdelo blazno zanimivo kot izhodišče, ne. In je pač potem skozi en projekt, ki sem ga delal z eno proizvodnjo tle v Sloveniji, smo razvili par produktov oziroma par kostumov, ki so vzbudili neko zanimanje med plesalci in smo potem rekli, ok, dajmo probati kot nek popoldanski hobi razviti še par kosov, ne. Tako eni kosi so tako inspirirani, ne vem, z Labodjem, jezerom, to vem. A je to tako dejansko bilo kot del te kostumografije? Ne, ni bilo, pač del kostumografije je bil sublimacijski tisk in te dreski, potem pa, ko smo začeli o samostojni zgodbi razmišljati, smo pa prevedli pač neke nove ideje na to vsebino, ne. To pomeni, da postanejo kosi nosljivi tudi za normalne ženske, ne one pač balerine, ne? Ja, pač to je neka tako končna faza, ki bi si z Valerijo želela, da se zgodi, to se pravi, da bi lahko to funkcioniral kot neka platforma za casual oblačila, ampak seveda zato, ker je zgodba čisto self-financed kot nek popoldanski hobi, smo začeli na malo in smo štartali bolj na plesalce in je v bistvu vse skoncentrirano okrog enega produkta, ki je v bistvu nek hibrid med dresom, kopalkami, spodnjim perilom, ki se ga lahko uporablja ali za plesalce, za trening, ali kot kopalke, ali kot modni dodatek k oblačilom, pač nek tak hibrid, no. To pomeni, da se spet podajaš na neko to pot, industrijska proizvodnja, pač cel ta mašino je treba pognati. Mislim, ja, pač tako, rekel sem si, da glede na izkušnje, ki jih imam v življenju, da je pač treba v bistvu ne preveč planirati in iti po neki poti, ki se kar sama, ne vem, zgodi in pojavi in v enem trenutku se je to začelo, je to prišlo nasproti in smo jo razvili in potem je kar samo od sebe v bistvu prišlo neko ponudba in zanimanje v showroomu in naročila in zdaj se kar to je začelo dogajati, no. Zakaj si pa spet zbral Slovenijo? Misliš, da je to zdaj spet še ena ovira? Ja, ne vem, v bistvu malo sem pozabil, ker nisem 10 let, v bistvu sem sam bolj k mami hodil, pa bolj na počitnice, pa kakšen projekt sem pa tja, ampak vedno se mi je zdelo, da je tle nek potencial in kreativni in veliko stvari je na majhnem mestu in da se da tako kontrolirati in
zato ker sem rad o produktih, ki nastajajo, mi zelo ne ustreza to, da moram pošiljati skice ne vem kam. In iz tega stališča se mi zdelo, da je vredno probati. Pa mislim, da tudi prihaja nek nov čas tudi v modni industriji, upam, no, tako, kjer bojo mogle lokalne zgodbe spet dobiti neko prostor na trgu, zato ker se mi zdi čist nelogično, da bi korporacije, teh 6 korporacij krojili naše obleke vsem, ne, to se pravi, se mi zdi, da se bodo tudi kupci s časoma ozavestili in da ne bojo kupovali samo H&M pa Zara, no, tako. Ja. A čva v tej točki mogoče dovolj publiki, da kaj vpraša, ti pa mogoče malo prelisti tvoj tale book, pa povej tako, ne vem, kaj specifičnega o teh kreacijah, ki jih imaš noter, o teh inspiracijah, Ja, o tem zelo nerad govorim. Publika pa prosim, če so vprašanja kar okco gor, pa jaz pretečem. Ne vem, tlele sam, danes je ta resolucija, tle res nekaj se je zgodilo. Pač rečemo, to je en nabor teh malih črnih oblek od začetka še od vodebov pa prek oktobra pa do Plan Suda. Tlele je ta kolekcija, s katero smo imeli z oktobrom, rečemo, največ uspeha, so bile te plisirane obleke. Kaj bi še? Tlele pa so tele kostumi, ki sem jih delal za ljubljanski balet. A lahko potem dovolva, da pride še malo sample listati? Seveda, da lahko, seveda. Zdaj pa, če bi kdo imel kakšno vprašanje, resno mislim, upam, da vas zanima, tlele imate edinstveno priložnost zvedeti pač veliko teh stvari, ki se, mislim, tako se mi zdi, da za vsakega, ki gre na neko tako svojo pot, lahko od tvojih izkušenj kar precej izve. Se ti ne zdi? Mislim, imam veliko izkušenj in ja, upam, da lahko komu kakšno izkušnjo predam. Mislim, da sem tudi zelo prijetno presenečen nad temi individualnimi sešni, ki smo jih imeli dopoldne, ker v bistvu sem bil v stiku na način z mladimi, ker drugače nisem navajen in mi jih je ene par zelo inspirirali s tem, kar so pokazali. Je pa vsak zelo specifičen, ne moram posploševati, vsak ima neka svoja znanja in svoje kvalitete in tudi različne backgrounde imajo, velikih je iz NTF-ja, eni so bolj rokodelci, samouki in se mi zdi, da ima vsak lahko najde neko svojo možnost, kako razvijati svojo kariero ali pa svoje produkte. Super, vprašanja? Mene v bistvu zanima, kako je bilo v oktobru, kaj točno je bilo v bistvu tvoje delo in koliko ljudi je to delalo, tako malo, koliko so bile funkcije mogoče razdeljene. V eni fazi nas je bilo v bistvu veliko. Jaz sem bil kot nek glavni oblikovalec, imel sem eno asistentko na oblikovanju, Aljaž Finc je v bistvu imel trženje čez, Valter Kobal je bil direktor, je pač za nek cel management pa za vse to skrbel, imeli smo eno računovodkinjo, potem je pa pač ta čist ateljejski del, kjer smo imeli 2 modelarki, pa ene 3 šivilje, bi jaz rekel. In potem smo imeli pa še del ekipe v tej fazi, ki se je ukvarjal bolj s produkcijo, to se pravi, ki je v bistvu skrbel za prenos teh vzorcev v proizvodnjo.
ampak na nek način je pa vsak delal vse, ne, in je bil vse skupaj en velik rock and roll, tako da to je itak, se mi zdi, če se podaš na tako pot, samoumevno, da na tak način. Ampak ja, se mi zdi, da danes, ker malo vidim vaše zgodbe, kako je, da je v bistvu jih je zelo malo, ki pač imajo nek tim, da v bistvu sami v bistvu počnete vse, ne, in se mi zdi, da je v tem valjda tudi problem, kako, ker seveda kot oblikovalec ne moreš v eni fazi biti in finančnik in skrbeti za proizvodnjo in cash flow in imeti še voljo oblikovati in s trgovinami komunicirati in strankami, tako da pač se mi zdi, da je prej ali slej treba razmišljati v neki majhni strukturi, če hočeš v bistvu se razširiti na nek širši trg. Se mi zdi, da mogoče, ne vem, lahko sami poveste, kakšna je ta omejitev, pač slovensko tržišče, ne, sploh za enega oblikovalca, ki pač poskuša v Sloveniji narediti, ki so pač vsi navajeni na vse zelo poceni, pa da je vse Zara, pa H&M, potem pa iti v nek drug pač rang in proizvodne oblačil, je verjetno precej težko, ne. Pač ima zelo omejeno publiko, pa verjetno ima zelo omejen sploh možnosti izdelave, ne, in verjetno vse, če vse na tebi, to je precej težko, ne vem. Janja, ti to povedala? Malo nazaj vrnemo tako. Ja. To je zdaj čist nepripravljeno, tako da sploh ne vem, kaj ne. Jaz sem tudi nepripravljen, tako da... Pa še pokaž za sabo, Ja, meni se zdi, da je sigurno to nek problem, da je teže zaradi Zari in H&M-ov in tega, ker je ful težko biti konkurenca nekomu, ki bo naredil 10-krat cenejši nek kos. Ampak moramo mi tako zaveščati ljudi, da prepoznajo to razliko in tudi kvaliteto. Sam jaz mislim, da morajo tudi pač kupci prepoznati ne samo končni izdelek, ampak celostno zgodbo. To se pravi, tako kot ti je si greš danes neko hrano kupiti, ti je pomemben, ko pogledaš iz kje je, na kakšen način je bila vzgojena, ne. Se mi zdi, da je to nekaj, kar bi mogla modna industrija v bodočnosti v bistvu poskrbeti, da je to neka vrednota, za katero bi kupci mogli biti pripravljeni kaj več dati, ne. A Jelena je tudi tukaj? Joj, jaz sem upala, da ne bo prišlo do tega, ker jaz imam dosti o tem zapovedati in dejansko v modni industriji in v evropski modni industriji zelo gledajo, kako na novo postaviti te vrednote, zato da evropska modna industrija, proizvajalci dejansko preživijo v tem zelo konkurenčnem proizvodnem trgu, se pravi, ne govorimo sploh o modi, govorimo o celotni industriji, oblačilni industriji, in ki potegne tudi za sabo tekstilno industrijo in tako naprej. Tako da res ne bi preveč o tem govorila, ampak ogromno se dogaja v ozadju. In kar bi rekla za mlade oblikovalce, da zdaj je res tisti čas, da se opogumijo, ker na en način ta paradigem, sovražim to besedo, ampak se tako spreminja v modni industriji, da je definitivno čas, da se začnejo razvijati svoje glasove in da poskušajo najti nek inovativen pristop do publike, ne. Ta publika je čisto v redu, če je lokalna publika najprej, v Ljubljani, potem tudi v Kranju, kjerkoli, ker je točno ta stik med kreatorjem in končnim porabnikom, ki ustvarja to zgodbo, ta loop, ne. No, sam jaz bi mogoče tle sam pripomnil to, da so na nek način malo slovenski oblikovalci hendikepirani, ki imajo res zahtevanega kupca, ne. To se pravi kupca, ki ni pripravljen veliko plačati, malo investirati in hoče ful. Res je, ampak tudi to se spreminja, tu malce zdaj začenjam tako, z Jeleno smo odprli trgovino pred par meseci, tako da
je vse to sveže, ampak zgodbe, ki jih slišim dnevno od ljudi, Slovencev, pa tudi tujcev, ki pridejo v trgovino, da iščejo to avtenticiteto. Iščejo avtenticiteto, iščejo sledljivost, se pravi, da vedo, od kje stvari prihajajo in da vedo, komu gre denar. In to so vse stvari, ker tele modne korporacije, ki držijo še vedno v stale oblačilni svet, sektor v svojih krempljih, to so tiste glavne stvari, ki bojo to so v bistvu te retail trend driveri, prihodnosti, pa tu govorimo 5, 10, 15, 20 let naprej, kjer definitivno bojo zelo težko konkurirali, in zaradi tega pravim, so priložnosti, seveda zmeraj bo trg za mass production, brez kakršnihkoli etičnih konsideracij, zmeraj bo ta trg prisoten in potreben, ampak po drugi strani se pa tudi ta protivtež, da tale feel good factor, kadar nekaj kupiš, da ni to samo nekaj, kar potrebuješ, oziroma nekaj, kar si želiš, da je to tudi nekaj, kar potrebuješ, da je nekaj takega, kar bo trajalo, nekaj takega, kar te osrečuje, nekaj takega, kar lahko tudi svojim, recimo, otrokom daš, kakor so naše babice šparale, ne vem, krznene plašče, nažalost, zdaj to več ni moderno, ampak za zanamce, ampak da je tudi moda, da je oblikovanje, da je dizajn, da je heirloom, da je v bistvu zapuščina. Ne samo fizična zapuščina, ampak tudi emocionalna zapuščina. Tako, ne bom več rekla. A lahko jaz nekaj pripomnim? Sej, to zdaj lahko se pogovarjamo, ja, živa. Lahko se pogovarjamo o, ne vem, velikih temah, od spredaj, zadaj, okoli, ampak meni se zdi, ne vem, Uroš, a si ti zdaj tu skozi v Sloveniji? Ne, nisem skozi, sem malo povsod, ampak sem veliko več tle, kakor sem bil. Ampak tako se mi zdi dragoceno, zdaj pač te delavnice, ki so bile zjutraj, pa da ga zdaj imamo tu, da ga imate, predvsem študentje. Ja, mogoče ta tvoj osebni pogled, ker ne nazadnje, mogoče res veš največ, iz prve roke, kako je delati v enem res mogoče podjetju velikem, kako je delati na lastni blagovni znamki, zdaj spet se podaš. Mogoče tako, če malo nam poveš, kaj je ta največja lekcija, ki si se je naučil? Jaz v bistvu za to znamko, ko sem delal v Parizu, to ni korporacija, to je bilo družinsko podjetje, tako da v bistvu je bil nek specifičen način dela, ki je bil ne dosti drugačen od tega dela, ki smo ga imeli pri Oktobru, razen to, da tam sem bil oblikovalec, tle sem bil pa še lastnik in sem se mogel z milijon drugimi stvarmi ukvarjati, ampak še vseeno pa to ne pomeni, da ni bilo manj stresno, ker sem na koncu vsake sezone dobil spisek mojih modelov in številke od spod in si se mogel s tem soočati. In na začetku sem se slabo soočal s tem, pa vedno boljš. Jaz mislim, imam pa veliko prijateljev in kolegov v Parizu, ki delajo za velike korporacije, za pač te velike znamke in so to majhni timi ljudi, to ni veliko ljudi, ampak je specifičen način dela, seveda, ker je pač veliko bolj hierarhično, odgovornosti so velike, ambicije so velike, to se pravi, ljudje imajo take in drugačne namene in želje in so pripravljeni marsikaj narediti za to, tako da siguran moraš biti malo specifičen tip človeka, da ti ustreza delo v takem okolju. In se mora vsak mlad oblikovalec malo vprašati, kaj si želi, na kakšen način delati. Ne samo kakšne produkte, ampak na kakšen način si želiš delati, kaj ti ustreza, da si znaš sam pri sebi tudi v obraz povedati in vedeti, v čem si dober, v čem nisi dober in si ne zadati prevelikih ambicij. Jaz mislim, da sigurno ni za vsakega dela v korporacijah, po drugi strani pa tisti, ki imate talente, ki so zelo tako ozki in se nočete ukvarjati z še milijon drugimi stvarmi, je nažalost to edina opcija.
Tako da, apropo tega, kar smo pa prej govorili, pa jaz vidim v tem času, ki ga danes živimo in v tej novi situaciji na trgu, pač neke tudi čist nove priložnosti, ki so se mi zdi specifične. Jaz vidim, da v bistvu delanje nekih celostnih kolekcij in avtorskih kolekcij in full kosov, da je to nekaj, da so te časi minili. Da je treba danes delati v bistvu magar sam na enem produktu, se skoncentrirati na to, ga razviti nekaj novega, nekaj, kar zna zmotivirati kupca, bajerje in razvijati to idejo in upati, da pride trenutek, da boš z nekoga zmotiviral, in ko imaš enkrat en produkt, kar rečemo funkcionira in ga ljudje radi kupujejo, potem v bistvu dodajati še okrog produkte, ki to zgodbo rečemo usmislijo ali pa jo razširijo ali pa tako. Se mi danes, če hočeš, na samostojno pot, ne. Ja. Zelo drag Razvoj. Aha. Ja. Ja. na en produkt, tudi zaradi materialov, ne, so minimalne količine in tako naprej. To je ena stvar, ki z vsem strankam tudi svetujem. Potem tako je riziko dosti manjši, kot pa če imaš manj stoka v enem produktu, kot pa v celi kolekciji, ki mora biti pa reprezentirana, če se da. No in pač tle jaz vidim tudi en problem, ne, kako v bistvu te korporacije v bistvu delajo z roko v roki in s šolami temi in z mediji, ne, največjimi, ker v bistvu se mi zdi na teh šolah še vedno vztrajajo na temu principu kolekcij in potem valjda, ko si na koncu faksa, kako boš zdaj kolekcijo naredil, ne. In je tvoja edina možnost delati za korporacijo, ker so te to naučili in to znaš in na tak način razmišljaš. Po drugi strani pa vidim ljudi, ki nimajo tega backgrounda, to se pravi akademske izobrazbe iz tega področja, ki pa so sposobni razmišljati drugače in razmišljati, ok, bom ruzak naredil, bom en čevelj naredil, in se mi zdi to v bistvu danes malo njihova prednost, ne, da ja. In nenazadnje je pač veliko lažje čez socialna omrežja in čez te nove medije tržiti en produkt, kakor pa neko zdaj celo serijo in nek feeling in mislim, je veliko dražji in ljudje tudi se hitreje identificirajo in prepoznajo neko kvaliteto enega produkta, tako da se mi zdi, da je ziher v temu neka prihodnost, ne. Ja. Živijo. Pa se ti potem zdi, da si zdaj s to, dobro, ne bomo rekli potem kolekcijo, ampak znamko, šel v ta princip razmišljanja, se pravi ta hibrid, katerega si omenil, ki naj bi bile kopalke, dres, da je to kot ta nek glavni produkt, okoli katerega potem gradiš še neke dodatne kose. Je tle neka vzporednica mogoče? Ali lahko narediš sam produkt, ruzak in that's it? Ne, ziher sem pač razmišljal na tak način, sva z Valerijo začela delati, to se pravi, da si nekako omejiva. Smo pa takoj sprobali tudi še par produktov, ki spremljajo ta osnovni produkt, da malo stestiramo, kaj se da tržati, kje je problem, kako jih dopolnjevati, ne. In se je zelo hitro pokazalo, kaj je zanimivo in kaj absolutno ni zanimivo, ne. Tako da najbolj v pač vsej tej moji zgodovini, ne, delovanja v modni industriji sem pač v bistvu se največ naučil skozi napake, to se pravi, v teoriji lahko si marsikaj misliš, kako bo dober in
Dokler ne sprobaš in dokler ljudje nimajo fizičnega kontakta s produktom, boš tako težko dobil nek konkreten in realen odziv potrošnikov, ne. In to je pač, jaz vidim tle tudi malo problem sploh snovanja oblačil ali pa produktov ali pa arhitektura, ki je v bistvu danes vse nekako zrenderirano ali pa narisano, ampak to ni isto, ne, kakor potem tisto, kar ti na koncu dobiš kot produkt, ki ima neko čisto svojo senzibilnost ali jo pa nima, ne. Živjo, jaz sem Taja Legat-Lokar in imam eno vprašanje za te, Uroš. Koliko se ti zdi pomembno, da ko začneš na trgu vzpostaviti svojo lastno blagovno znamko, da jo vzpostaviš ali v lasten prostor, rečemo, da imaš svoj lasten butik, ali da jo vzpostaviš, ne vem, v Namo, v sistem kornerjev, ali da jo tržiš, ne vem, preko spletne trgovine in tako naprej. Zaradi tega, ker izkušnje od mojih prijateljic, ki so oblikovalke, pa tudi marsikatera tukaj lahko to pove, je tako, da če ni imela stika s tem ali pa svojo lastno stranko, tega nihče ni opazil. Ali pa recimo, bom rekla, Draž v kornerju v Nami ni dosegel nikakršnega glamurja, kot ga je v svoji lastni trgovini. In to je žal bilo slabo za izdelek. Kako ti vidiš to danes? Ja, jaz mislim, da je vsaka zgodba specifična, ne. Zdaj ste omenjala, oziroma si omenjala, če se lahko tikava, neke zgodbe, ki se mi zdi, da so zelo, ki so v bistvu unikatno oblikovanje, ne. In se mi zdi, mislim, s tem ni nič narobe, to je super in se mi zdi, da to sploh v današnjem času pri teh korporacijah dobiva na svoji vrednosti in te lokalni produkti, kjerkoli na svetu, se mi zdi, krojijo eno pomembno del ponudbe v vsakem mestu, ne. In vsi, ki delajo na tak način, to se pravi, da se zelo da dajo veliko osebnega v neki izdelek, ki je unikat, ne, ga morajo na tak način tudi tržiti in izgubi vso svoj smisel in v svoj smisel izgubi, če ga začneš prodajati na tak način. Po drugi strani pa valjda, če imaš neke druge vrste produktov, je pa nesmiselno biti zdaj čustveno vezan na neko okolje, kjer boš ti prodajal, ne. In jaz osebno nikoli nisem imel tega problema, da se to prodaja kjerkoli in tudi rezultati zdaj, ki jih imamo, rečemo, prodamo v Južno Korejo, ki ljudje nikoli niso videli produktov, sploh nismo jim v živo pokazali in smo dobili eno veliko naročilo, ne. In je zaradi tega zelo odvisno od tega, kakšen je tvoj produkt in tudi danes, ko sem imel te one-to-one delavnice, je prišla ena gospodična, ki dela nakit in unikatni v Mariboru ima svojo prodajalno in zelo dobro dela tam, ne. In po drugi strani pa prav, da ima slabe izkušnje, če prodaja nekim trgovinam, ker tam absolutno nič ne proda in za njo je pač edini način, da v bistvu vedno, kadar bo novo prodajno mesto vzpostavila, razmišlja na način, da je nek oseben touch, da prodajaš direkt, ne. Hvala za odgovor. Ja. Če ni več vprašanj, potem Mene pa bi se zanima, koliko je bilo zate pomembno, da si šel v tujino, recimo, da nisi ostal v Sloveniji. Kaj to pomeni? Glede navdiha, glede dela, glede odprtja? Mislim, mene je to zelo zaznamovalo in tudi zdaj, ko sem 10 let v Parizu živel, v glavnem se mi zdi, da jaz sem še za enega drugega časa, ker rečemo v tistem obdobju nas ni šlo veliko ven študirati, ampak danes se mi zdi, da je to nek standard in čisto normalno in vsakmu bi seveda priporočil, da si čim več takih izkušenj nabere,
Zato, ker tudi, če se potem vrne, vidi svoje lokalno okolje čisto na en drug način in zna veliko hitreje in bolj izluščati, kje so kvalitete, slabosti tega okolja, kaj je, česa se treba paziti, česa ne. Tako da absolutno, ja, me je to zelo zaznamovalo in priporočam komurkoli. Ja, mene pa zanima, kaj bi recimo od nekih podpornih organizacij, kot je Center za kreativnost ali pa še kakšna druga, pričakoval ali pa meniš, da bi bilo koristno zate, kot nekoga, ki je prišel nazaj v Slovenijo, vzpostavljal novo blagovno znamko, ali pa za te mlade oblikovalce, s katerimi si se danes pogovarjal in imel sešne, kaj so neke stvari, ki bi jih izpostavil kot neka priporočila recimo za podporo? Ja, jaz mislim, da na oblikovalcih je, da pač oni izčistijo svoje ideje in koncepte in se mi zdi, da to problem je v bistvu ta povezava, kako te ideje spraviti v neko serijsko proizvodnjo in tle se odkar imamo to državo, se ni v bistvu nekega uspešnega modela vzpostavili. To se pravi, da bi kdorkoli v bistvu iz unikatnega oblikovanja prišel na neko serijsko proizvodnjo, znanje za to tle absolutno je in da se to trži na neki ali globalni ali pa lokalni, se to v bistvu nima veze, ne, ravni. In pač tle, kako zdaj, mislim, da bi bilo the best, da se povežete in z faksom, ne, da pač najdete nek način, kako v bistvu mlade oblikovalce uvajati v ta odnos, ne, pač med proizvodno, trženjem, z vsem tem. Jaz mislim, da je pač, da so oblikovalci čisto preveč samo zaprti znotraj svojega dela, ne. In da tisti, ki imajo ambicijo in željo se soočati z vsemi temi izzivi, ne, da bi se mogli. Ja, ne vem, če sem dost. Seveda. Moja biznis partnerka je ena iz oblikovalk, ki je pred kratkim diplomirala na TF-ju, Anđela Lukanović. Ona je bazirana v Londonu, jaz sem se preselila sem v Ljubljano in mi dve sva začele s tem, da smo angleškim brandom, večino samouki, ne, ampak tudi recimo z nekim pedigrejem, pomagali do nizkovolumenske produkcije tukaj v Sloveniji. Moram reči, da ti posamezniki niso imeli dosti več prednosti, mogoče malo več finančne podpore, ampak definitivno so imeli deficit v tehnični podkovanosti, kar slovenski oblikovalci definitivno imajo, lahko sami razvijajo svoje izdelke. Kar jim pa manjka, je seveda ta fokus, ne. In s tem se jaz ukvarjam in s tem se bom še naprej ukvarjala. Fokus sem premestila zdaj na slovenske startupe in potencialne startupe, se pravi, se ukvarjam z oblikovalci v pre-startup fazi, kadar jim treba pomagati razčistiti ideje, jih tudi postaviti na realna tla, kaj je dejansko mogoče, kaj lahko gre v produkcijo, kaj je produkciji primerno in tako naprej. Tako da zdaj sem bazirana na Tavčarjevi 3, upam, da v trgovini Sans Concept, upam, da v naslednjem mesecu se bomo uredili in bomo odprli design studio, ki bo open access design studio, se pravi, bo tudi za oblikovalce, ko končajo faks in nimajo več prostora, kje ustvarjati, bo krojilna miza in bo tudi tehnična podpora tam za njih. In del tega bo tudi sourcing syndicate, kar pač cilj tega je, da vsaj kar se tiče teh nekih bazičnih materialov, neki bombaži, take osnovne materiale, ki vsi uporabljajo, ne, da bi bil en tak sindikat, nabavni sindikat, ki bi omogočal oblikovalcem, da nabavijo te materiale po grosističnih, ne maloprodajnih cenah. In del tega bo tudi
skupinsko naročanje digitalnega printa, ne, kar je in tako naprej. Tako da, moje ime je Petra Green. Tale Fashion Business Consultancy ime je hiddenstitch.co, hiddenstitch.co, drugače sem pa fizičnost, kot sem rekla, Tavčarjeva 3, vsak dan me zdaj dobite tam, tako da kar oglasite se, ne bom nobenega pregnala, razen če ima stranko. Ja, glede na to, da se s Centrom za kreativnost ukvarjamo z različnimi področji, od arhitekture, oblikovanja, tudi moda je tukaj, bomo zelo veseli, če boste podali svoje mnenje, potrebe, kaj je tisto, kaj potrebujete, s čim bi vam tudi mi lahko pomagali, če bomo to seveda lahko, in tudi vzpostavljali nenazadnje tovrstne kontakte. Ja. Super. Ja, jaz se že utrujem. Cel dan ste mi danes. Ja. Kaj to? Povabimo kaj? Ja, zdaj bi vas pa vse povabila na dvorišče. Na drink? Na drink, ne, ko ste na drink. Se malo. Medtem bomo mi še tako malo pogledali, kaj se dogaja z našo razstavo. Ja, če se projekcija ustavlja ali pa kaj. Če se projekcija ustavlja ali pa kaj. In vas bomo pa povabili, po mojem boste slišali, kdaj se bo začel. Tako je. Zaželeno je, da se malo krož, mislim, a ne? Ja. Lahko se tudi dotikate oblek, no, pa tako. Lahko se tudi pianista dotikate. Skratka, vabljeni. Pa hvala, da ste prišli. Hvala.